Začenjamo torej z naslednjim panelom in na oder vabim profesor dr. Leona Cizlja, Inštitut Jožef Štefan, pa tudi delno v imenu Evropskega industrijskega zavezništva za SMR, kjer je vključen v delovno skupino Skills, kar ni naključje. Profesor dr. Mihaela Sekavčnika, dekana Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, profesor dr. Iztoka Tislja z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, dr. Igorja Jenčiča, vodjo izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča, gospoda Jožeta Pavloviča, direktorja šolskega centra Krško Sevnica in profesor dr. Sebastjana Semeta, dekana Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru. Sebastjan, ti boš zdaj malo v hibridni vlogi. Malo te bom vikala, malo te bom pa tikala. Lahko me tikaš. Pa bomo začeli z eno kolesarsko slikco. Nekaj nas je navdušenih kolesarjev in se veselimo tehle uvodnih slajdov. Bi prvo vprašanje kar na vas, profesor Cizelj, naslovila. Vi ste pravzaprav skupaj s profesor Tisljem, ki je tudi naš panelist v reviji Nuclear Engineering and Design, lansko leto objavljen članek na temo Know Why and Know How in the Development of Nuclear Talents. To je bila, če prav razumem, analiza teh nedavnih doktorskih raziskav z področja jedrskega inženiringa. Pa me zanima, kaj ste ugotovili in ali kako lahko to povežemo, ne nazadnje tudi s pripravo kadrovske strategije za slovenski jedrski program, o kateri smo v uvodnem klepetu z odločevalcema govorili. Hvala lepa za to vprašanje in tudi hvala lepa za vabilo in vsem predhodnikom za pravzaprav zelo dobro podlago za to, kamor se peljemo zdajle. Torej, osnovni razlog za eno takšno raziskavo je pravzaprav dolgoletne izkušnje na tem področju in vsako letno spraševanje. Biti raziskovalec in izobraževalec v jedrski energetiki v zadnjih 40 letih ni bilo pravzaprav zelo, kako bi temu človek rekel, ugledno. Ves čas je bilo, ali nas rabijo, ali nas ne rabijo, je bilo ključno vprašanje. In torej, iz tega sistema ali pobegneš, ali pa se začneš ukvarjati z razmislekom, zakaj je to tako in kaj je tisto, kar je treba spremeniti, da bo zadeve v prihodnje boljše. No, in ena od misli tukaj je, da so kompetence, tako imenovane kompetence, so sestavljene iz 3 osnovnih elementov, ki so narisani kot Venov diagram tamle. Eno je znanje, drugo so spretnosti, tretja je pa odnos. Zdaj, odnos, pravzaprav so vsi moji predhodniki vse te stvari omenjali tako ali drugače, ampak začnimo z odnosom, ki je morda najlažji, pa se ga tudi najhitreje znebimo. Slab odnos je že to, če se ta dva elementa med sabo ne pogovarjata. Know-how, znanje in skilli. In slab odnos je tudi, če pravzaprav partnerju ali pa partnerki doma rečeš, da je tvoja podporna služba. To je slab odnos. To nima sicer nič veze z znanjem pa neznanjem, to je odnos. In seveda odnos je tisto, kar je recimo v srcu varnostne kulture, s čimer se seveda zelo ponosno in, kot bi temu rekel, tudi pravično, ker so res dobri, hvalijo upravljavci jedrskih elektrarn. Zdaj, potem ostaneta še dva elementa znanja. Ene so spretnosti. Spretnosti je znati kuhati po receptu, ki ga je nekdo drug napisal. Hrana je super. Kolesar, ki se je naučil voziti kolo, lahko zmaga Tour de France. Lahko gre celo v to smer, mislim, da je bil Enzo Ferrari je bil znan po tem, kot njemu so rekli, da je science hater. In to je lahko science hater. Enzo Ferrari je rekel, aerodinamika je za tiste, ki ne znajo narediti dobrega motorja. In to je bil biznis model, ki je v 50 pa 60 letih funkcioniral. Danes z avtomobilom, ki ni aerodinamičen, ki ni na robu znanosti, ne moreš zmagati Formule 1. Danes ne moreš zmagati Tour de France samo z tem, ki zna voziti, ampak moraš imeti znanstveno podporo v nulo poštimano. To je odnos, to je sodelovanje med tema dvema. Zdaj, k temu naj dodam, da so ravno tisti industrija, ki je zelo zanesljiva in temu primerno zelo varna, letalska in jedrska, pa tudi farmacija do neke mere,
je zelo proceduralna, torej temelji zadeve na skillih, na spretnostih, na recepturah, na procedurah. Tudi njihovi regulatorji, ne, ki dajejo dovoljenja, temeljijo zadeve na procedurah. In če se to dosti dolgo dogaja, kar se seveda 40 let, 50 let dogaja, ne, lahko ta kultura skillov brez upogleda v znanje prevlada. Kaj bi bile posledice tega na dolgi rok, ne? Ena od posledic tega je lahko, da se vedno bolj zapira izobraževanje in pa usposabljanje kadrov v zaprti krog, kar ima dve posledici. Ena je odlično obratovanje, to je dobra novica, ne? Slaba novica je, da pravzaprav izven tega sistema zmanjkuje centrov, ki bi tehnologijo razumeli in jim pomagali pri javnem mnenju. Tu pa spet pridemo do odnosa, ne? Ali to imenuješ partnerje, ali to imenuješ podporne dejavnosti. Skratka, krog je sklenjen. Zdaj v Danijelovi mrzli vodi ali to čisti vodi v bazenu, ne, stvari grejo v življenju ali pa v znanosti od splošnega, torej od know why proti know how. To je smer, po kateri v bazen teče čista voda. Če to smer zapremo, se bo v bazenu mogoče voda še nabirala, vendar se bo začela na dolgi rok ne čistiti, kaliti. Hvala lepa, Miha. In naj s tem zaenkrat zaključim. Mojca, če dovoliš, ne, da nadaljujem z profesorjem Tislom, ne, ravno v tem bazenu. Nekoč v 80-ih, 90-ih smo imeli ta bazen relativno poln s kadri. Imamo zdaj te študijske programe, rečemo okvir, bazen, takšen, ki bo držal to vodo not, ali moramo dopolniti ta naš izobraževalni sistem, da bomo lahko zopet dolivali to vodo v ta bazen, če govorimo o tem energetskem pulu, ne? Kaj nam manjka, da bo ta voda zopet začela krožiti v tem bazenu? Verjetno se moramo skupaj odločiti za en velik projekt, tu, kateri tamle piše JEK2, ne? Pa ko bomo vsi verjeli van, ne, ali pa večji del te države, ne, pa bomo vedeli, kam korakamo, potem mislim, da bi ga lahko tudi napolnili, ne. Imamo še nekaj ljudi, ki nekaj vejo o izobraževanju, tega nismo čisto spustili z rok, čeprav ne morem tudi jaz kot predstojnik katedre za jedrsko tehniko na fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, Univerze v Ljubljani. Ne bom trdil, da izjemno cvetimo, da nas nekaj, ne vem kako, iskan študij še vedno, ne, pač stvar obstaja, imamo študente, imamo tudi nekaj zelo dobrih študentov pride do nas, ki smo jih potem, nekateri ostanejo na inštitutu, nekateri gredo naprej. Zdaj, smo pa, ali je ta naš bazen dovolj atraktiven, prej sem poslušal dosti o tem, da bi se morali na tujino obrniti. Recimo, da imam nekaj izkušenj v zadnjih letih z tujci na našem programu. Naš program jedrske tehnike, magistrski program, je del enega mednarodnega programa, ki ga financira Evropska unija, konzorcij univerz, francoska univerza to koordinira, potem je Politehnika v Madridu, pa La Peranta z Finske, pa Univerza v Ljubljani. No in zdaj smo v 4 letih tega programa je šlo skozi naš oddelek približno 30 študentov, enih 25 je tujih študentov, poleg malo manjšega števila domačih. Zdaj, to je dobra novica, ne? Zdaj slaba novica je pa to, da praktično nobeden od teh tujih študentov, ki so končali študij, ni ostal pri nas. No, tako da zdaj, kaj narediti z atraktivnostjo, da bomo mi, ne vem, začelo se, jaz se spomnim zgodbe pred 5 leti, ne, ko smo tu študente, ja, kam smo iti pa stanovati? Ja, v študentski dom. Ja, ne, nas ne vzamejo v študentski dom, mi nismo kvalificirani za študentski dom, tujci ne morajo iti v slovenski dom, ki pridejo s štipendijo Erasmus Mundus, ne, in tako naprej. Tako da, take drobne stvari, ne, ki kažejo, da kot država nismo prav, tudi se ne trudimo, lahko bi precej bistveno več naredili, ne,
No, ampak da ne bom slabo novico, tako da recimo od teh študentov naših 4 so zdaj pri Westinghousu zaposleni v Evropi, tako da morda bodo prišli nazaj, če bomo res gradili novo nuklearko. Mojca, izvoli. Profesor Sekavčnik, pa bi se mogoče na vas obrnila za komentar, oziroma kako kot dekan fakultete za strojništvo, laboratorij za termoenergetiko. Nenazadnje ste se pa tudi članili v Evropsko industrijsko zavezništvo za male modularne reaktorje. Takrat rekli, da je en tak zanimiv signal, se vam to zdaj tudi za okrepitev tega jedrskega dela. Vsekakor. Tole dela? Ja, bo. Aha, to avtomatsko začne. Pametni izdelki. Ja, torej, res hvala lepa za tole povabilo na tale dogodek. Se mi zdi, da je zelo pomemben, da znova in znova opozarjamo, da je ta časovna konstanta na področju izobraževanja bistveno daljša, kot si slehernik upa predstavljati. Če torej želimo mi usposobiti neke kadre, ki bodo recimo leta 2038, 39, 40, ko se bo ta projekt, ako se bo zgodil, imeli te strokovnjake z vseh področij, ne samo z tehnike, tako kot je bilo prej lepo rečeno, mi imamo bistveno večjo odgovornost, da pravilno skomuniciramo to širšo javnostjo in da v bistvu skušamo na nek način posredovati sporočilo, da energetiki nismo tu zato, da bi sami bili zadovoljni ali pa da bi kovali velike dobičke, ampak smo tu zato v prvi vrsti, da družbi, kakršno koli bo politika oblikovala, zagotavljali energijske tokove. Namenoma govorim kot strokovnjak energijske tokove, ne energijo. Energijski tok je moč, ki mora praktično v vsakem trenutku pokriti potrebe družbe po, bom rekel, teh energijskih tokovih, zato da ta družba sploh funkcionira. No in če se vrnem zdaj k temu uvodnemu vprašanju, seveda v laboratoriju za termoenergetiko praktično že od samega nastanka sodelujemo z industrijo. Sodelujemo pri pomoči tej industriji, da bi za temi energijskimi tokovi upravljala gospodarno. Ne glede na to, ali je ta gospodarska dejavnost na polju proizvodne energije, se pravi v termoenergetskih objektih, ali so to elektrarne, toplarne, kotlarne, tudi jedrska elektrarna, ne nazadnje. Da torej pogledamo termodinamsko shemo teh sistemov, da pogledamo, kje so zdaj v resnici neke slabosti, da svetujemo, kako, bom rekel, upravljati s temi sistemi na način, da bodo, bom rekel, bolje, bolj učinkovito in navsezadnje tudi bolj gospodarno ravnali. To je na nek način zapisano v naš DNK. Poleg seveda, rekel, čistih raziskovalnih, kompetitivnih projektov ali pa seveda potem tudi pedagoškega dela, ki ga imamo za upravljati, nam je v resnici to sodelovanje z gospodarstvom, z industrijo res, rekel, nekaj zelo dragocenega in pomembnega. In seveda se mi je seveda takoj zdelo pomembno, da če se neka taka iniciativa, kot je ta, bom rekel, to zavezništvo za male modularne reaktorje vzpostavlja, da tukaj moramo mi zraven biti, zato ker navsezadnje imamo vzpostavljeno neko mrežo, neko znanje, neko ekspertizo in imamo tudi v bistvu nek pogled, kako pripravljati bodoče generacije na tovrstne izzive. Mogoče se pa tukaj, ko imam že ravno besedo, navežem na moje predhodnike danes so bile, bom rekel, omenjene vrednote. Današnja mladina pač deluje na nekih drugih vrednotah, pa vendarle, pri obvladovanju nekih tako zahtevnih in odgovornih tehnologij mora biti posameznik, ki vstopa v to področje, in jaz mislim, da v resnici bi mogel to biti sleherni, mladi človek, odgovoren, mora biti, se pravi, sposoben delovati v timu, mora biti toleranten, mora biti sposoben prisluhniti tudi drugim idejam, mora se učiti vse življenje, mora biti vztrajen, ne. In to so, se mi zdi, vrednote, ki, če sem tako malo filozofski ali pa se že počasi staram, ki izginjajo na nek način iz naše družbe. Ampak po drugi strani, če se pogledamo v ogledalo, kakšni pa bodo mladi, če mi nismo odgovorni, če mi nismo sposobni sodelovati, če mi ne živimo tega, kar pričakujemo od mlade generacije. Torej, odgovornost je v prvi vrsti na nas, bolj izkušenih, da ne bom rekel starejših. Toliko mogoče za uvod.
Hvala za to misel. Pa, profesor Seme, mogoče vam tudi to vprašanje, kako na fakulteti za energetiko vidite te prihodnje izzive? Ja, hvala za vprašanje. Vezano na to bi najprej omenil, da sigurno še nič ni zamujeno. Ne? Smo še v fazi, kjer še lahko rešujemo. Že te okrogle mize so to pokažejo, da smo še v fazi, kjer lahko zadeve nekako še kontroliramo in vladamo. Hkrati bi se pa zahvalil že takratnim vizionarjem, da tako rečem, predvsem lokalnim skupnostim, da so prepoznali to, da se 18 let nazaj fakulteta tukaj nekako postavila in zaživela. To je seveda plod že prejšnjega župana, ki je to takrat zelo dobro speljal in nekako predvidel, da treba v ta energetske okolja postaviti tudi izobraževalne inštitucije. Tako je pač fakulteta takrat nastala v Krškem in dislocirana enoto v Velenju. In seveda moram reči, da smo mi ena manjših fakultet, ampak vseeno generiramo neko količino kadra, ki pa je v teh lokalnih gospodarskih podjetjih in družbah zaželjen in nekako zdaj v zadnjih letih se šele to kaže kot neka potreba in nujnost. Zato mi vsekakor vidimo vizijo naprej, tudi skušamo biti vizionarji v prihodnost, zato tudi načrtujemo, seveda že zraven, verjetno ste tu zunaj videli fakulteto za energetiko, inštitut za energetiko, se pripravljamo na gradnjo velikih prostorov ali pa prostorov, kjer bo celotni pedagoški proces potekal v neposredni bližini. Tudi programe želimo ustrezno oblikovati v smeri, da bodo dostopni ne samo Slovencem, tudi tujcem, na kar sem ravno prej opozoril ali pa vprašal, da bi seveda bila možnost izvajanja to tudi v tujem jeziku. Zato se tudi z različnimi partnerji iz tujine o tem pogovarjamo intenzivno. Tako da ja, vidimo luč na koncu tunela, seveda, če bo država najprej rekla, kot je bilo že prej omenjeno, tem projektu JEK2 da, ne. Toliko. Hvala lepa. Doktor Jenčič, bi pa mogoče tudi vas uvodoma, je bilo že večkrat omenjena ključna vloga usposabljanja. Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča ima tukaj res osrednjo vlogo, ne samo za usposabljanje jedrskih inženirjev, temveč od drugih kadrov, ki smo na različne načine povezani z jedrsko energetiko. Pa me zanima, kako pa vi kot vodja ICJT-ja gledate na prihodnje kadrovske izzive slovenske jedrske energetike. Ja, mogoče bi se na začetku malo vrnil v zgodovino, torej prvi nekak korak ali pa temelj nastanka izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo je bil medrepubliški sporazum med Slovenijo in Hrvaško leta 1981 o gradnji izobraževalnega centra v Sloveniji in kliničnega centra v Zagrebu. Takrat je bil načrtovan to kot centralni izobraževalni center za serijo jugoslovanskih elektrarn in druga v tej seriji ne bi bila jedrska elektrarna Prevlaka, za katero so načrtovali, da bo začela obratovati leta 2000, torej to so bili tisti krasni, stari, dobri časi. No, ko se je gradnja začela, je bilo že jasno, da bo ena sama nuklearka in da bo ta izobraževalni center služil eni sami nuklearki, torej jedrski elektrarni Krško. In seveda se je takoj postavilo vprašanje, zakaj potem sploh potrebujemo center v Ljubljani, ali ne bi bilo najbolj enostavno, da je celotno usposabljanje poteka kar na lokaciji elektrarne, to je v Krškem. No, po 35 letih delovanja izobraževalnega centra seveda lahko ugotovimo, da kljub določenim seveda pomanjkljivostim ali pa slabim lastnostim tega dislociranega usposabljanja vendarle imamo tudi zelo pozitivne izkušnje, ki se kažejo v tem, da ta začetni del, teoretični del usposabljanja, ki je tudi zahteva najbolj poglobljena znanja, jedrska in reaktorska fizika, termodinamika in tako naprej, zahtevajo neko poglobljeno razumevanje te tematike, in da je idealno mesto za to inštitut Jožef Stefan, katerega poslanstvo je v bistvu ustvarjanje novega znanja, torej
temeljni cilj delovanja inštituta je ustvarjanje in posredovanje znanja, medtem ko temeljni cilj elektrarne je pa ustvarjanje oziroma proizvodnja elektrike. Tako da že z tega stališča je seveda dobro ali pa so dodane vrednosti, da to usposabljanje poteka v okviru inštituta. Zraven lahko dodamo seveda uporabo raziskovalnega reaktorja. Potem je tudi dejstvo, da zlasti ta začetna faza zahteva veliko učenja in če so tečajniki v bistvu imajo popoldne mir, da se učijo, je to omogočeno ravno, če bivajo izven svojega doma. Pomembna komponenta je tudi ta team building, ki se ustvari v skupini tečajnikov. In nenazadnje je seveda pri usposabljanju pomembno, da ima tudi širša družba nekako vpogled in vpliv na sam potek usposabljanja, ker če bi usposabljanje potekalo izključno znotraj iste organizacije, bi seveda to na nek način lahko primerjal z razmnoževanjem znotraj neke zaprte sorodne skupine, kar slej ko prej vodi tudi do določenih degenerativnih pojavov. Skratka, že iz stališča varnostne kulture je koristno, da saj del tega usposabljanja tudi poteka ne neposredno v sami jedrski elektrarni, kljub temu, da seveda mi tesno sodelujemo z jedrsko elektrarno. In potem še zadnje, kar je tudi zelo pomembno, skozi sem zdaj omenjal usposabljanje za jedrsko elektrarno. Ko sem preštel tečajnike, ki so prišli na naša glavna tečaja, torej TE in OTE, da v njih krajših sploh ne govorim, in odkot prihajajo, se je izkazalo na moje precejšnje presenečenje, da v minulih 35 letih je dejansko 1/3 tečajnikov ni bila zaposlenih v jedrski elektrarni. Torej, vsak tretji je bil zaposlen bodisi v upravnem organu, bodisi v tehničnih, torej podpornih, pooblaščenih organizacijah, v ARAO in drugih organizacijah, tako da seveda tudi usposabljanje za vso ostalo del jedrske srenje je zelo pomembno. In tako da zdaj, ker smo na posvetu o malih modularnih reaktorjih, ki jih bo verjetno celo več, se bo s tem tudi nekako krog zaključil, da pa mogoče bo pa res postal izobraževalni center za jedrsko tehnologijo nek osrednji prostor za izobraževanje vseh jedrskih objektov v Sloveniji. Pa tudi izven mogoče? Kot primer dobre prakse, gospod Levičar je uvodoma malo nakazal v tej smeri. Kar se tiče usposabljanja za izven, o tem smo imeli zelo velike ambicije, praktično cel čas delovanja ICT v preteklosti smo ravno zaradi tega, da si povečamo mednarodno razpoznavnost, zelo intenzivno organizirali tečaje v sodelovanju z Mednarodno agencijo za atomsko energijo. Te sicer komercialno niso bili zanimivi, ker so bili na nekakšni neprofitni osnovi, ampak računali smo, da si bomo preko tega vzpostavili določen ugled in da bomo lahko organizirali tudi komercialno usposabljanje za tuje uporabnike. Žal pa do tega ni prišlo, tako da tudi zdaj, mislim, da smo imeli okoli 110 mednarodnih tečajev, zadnja leta jih imamo mogoče samo enega na leto ali enega na 2 leti, ker pač do zdaj še ni bilo nekega kritične mase interesa za usposabljanje pri nas. Smo pa zato seveda odprti. Hvala lepa. Bi pa zdaj po tej izobraževalni vertikali še prišli tudi do izobraževanja dijakov, pravzaprav, in tukaj prihaja v ospredje vaša vloga, gospod Pavlovič. V šolskem centru Krško Sevnica ste pred leti v sodelovanju z NEK in GEN oblikovali poseben modul TZJ, temeljna znanja jedrske tehnike, je bil tudi nagrajen kot inovacija s strani GZS. Pa me zanima, kaj je posebnost tega modula. Slišala sem, da ste v določenem pogledu celo edinstven primer na evropski ravni v določenih specifikah modula. Ja, lep pozdrav. Res je. Lansko leto smo obeležili 15 let delovanja tega modula. Takratni ravnatelj je pred leti imel to idejo
in kot profesor potem tudi pripravil učbenike za ta modul. Osrednji učbenik je bil Temeljna znanja jedrske tehnike, ki ga potem še dopolnil z reaktorska sredica, pa potem še prenos in proizvodnja električnih sistemov. In mislim, da je to gotovo edinstven primer v Evropi, ne vem če v svetu, da se srednješolci na tej ravni ukvarjajo s tem. Kar je pa pomembno izpostaviti, pa je to, da je za te učence, za te dijake predvsem motivacija to, da imajo izobraževanje ne samo teoretično v učilnici, ampak tudi praktično na simulatorju, ki veste, da je prava kopija komandne sobe, in to je tisto, kar je za njih posebej zanimivo in deluje kot velika motivacija za to, da se kdo od njih morda, in nekaj takih smo že imeli, s tem sooča tudi potem na fakulteti in da ga to nekako prime in zagrabi v tistem pravem času. Čeprav, kot se strinjam z sogovorniki, ki so bili prej v panelih, je potrebno to razvijanje energetske pismenosti nekako spodbujati že zelo zgodaj. Celo v drugem razredu, kot je prej gospod povedal, ampak na določen način. To je tista ključna stvar, ki je zelo pomembna. In vesel sem, da ta naš modul živi še naprej. V vseh teh letih jih je nekako ta modul obiskalo okrog 600 dijakov in načrte imamo tudi za prihodnje, da bi to nekako vključili v naš program še bolj intenzivno, posebej sedaj, ko se soočamo z velikim vpisom. Prihodnje leto bo v naše klopi sedlo več kot 200 dijakov na novo. Imeli bomo zopet 2 oddelka strojnih tehnikov na področju, na elektropodročju pa se bomo soočili celo z omejitvijo vpisa, kar je dober znak. Ampak vendarle bi mogoče na tem mestu povedal še nekaj. Bolj kot to, ta odgovornost, kaj bom povedal kot odgovor na vprašanje ali pa na tem mestu, me nekako v sebi čutim eno veliko odgovornost po vsem tem, kar sem danes slišal, kako se bomo kot šola odzvali na izzive, ki ste jih predstavili, na potrebe časa, v katerem smo, pa ki nas še čaka. Predvsem sem nekako razmišljam odgovornosti do teh dijakov, ki so danes tukaj z nami, zelo mladi so, drugi letnik obiskuje naše šole, 1% jih je tukaj, ostalih 99% imamo tam, tukaj jih je prišlo menda 7 dijakov, skupaj z učitelji, in res čutim eno veliko odgovornost za to, da bomo znali se pravilno odzvati na čas, v katerem živimo. Veliko sem slišal o vrednotah, o varnosti in vseh teh zadevah, vendar ne vem, če se zavedamo, da morda ta trenutek je objekt, ali pa objekti po svetu, kar se tiče jedrskih objektov, so bolj varni kot pa šole. Pred 1 uro sem prebral o strelskem pohodu v Avstriji, v Gradcu. Moram reči, da ne moremo ostati ravnodušen ob tem. Enega smo imeli ni dolgo tega tukaj na jugu, veste, na Hrvaškem. Mi smo vmes, zdaj se je zgodil na severu, kar pomeni, da vsa ta znanja, ki ste jih omenjali, niso zadosti. Timsko delo, vse te stvari, ker nekako je premalo. Včasih se to ni dogajalo, danes se to dogaja prehitro, prepogosto in vprašati se treba, ali smo dali starejši ali pa družba neko pravilno vzgojo tem mladim, predvsem pa pravilno sporočilo mladim, zakaj se to dogaja. Ne vem, kaj se je zgodilo v tem primeru, ker stvari še niso tako daleč v teh novicah. Vem, da je nekaj mrtvih, vendar sprašujem se kot ravnatelj, ali je to res tista stvar, s katero se moramo ukvarjati? Odgovor je seveda da. Vendar kaj je do tega pripeljalo, da smo prišli v to fazo? Se pravi, potrebno bo res vrniti se k nekim vrednotam, osnovnim, ki so to družbo nekako zgradile in peljalo do tega trenutka in ga bodo verjetno še tle, poleg vsega, kar ste že omenjali. Tako da ta odgovornost je zelo velika in jo res čutim, bi rekel, v svojem srcu do vseh teh mladih. Hkrati pa moram povedati, da sem vesel tudi naših dijakov, ki potem grejo naprej v študij. Tudi mi imamo zdaj en primer enega dijaka, ki je osvojil, kako je Jermanova nagrada, sem prav rekel, za odličnega, najboljšega asistenta. Mislim, da ste bili vi, gospod, celo mentor. Ampak ta dijak svojo mlado družino, ki jo ima in ki bi mogla v naši družbi biti zaradi
problema, ki ga imamo z rodnostjo, ne, še toliko bolj povzdignjena. Ta mlad študent danes odhaja oziroma si pripravlja kufre za v Francijo, ker očitno nimamo nekak mesta za njega. Ne. Je doktor jedrske fizike, enega otroka že ima, en je pa na poti. In zdaj malo težko je voziček in vse te stvari spakirati, ne? Malo težko. Jaz verjamem, da bi z veseljem se odzval na možnost dela v mogoče celo tem objektu, katerem smo danes. Tudi tamle gledam Lucijo, ne? Upam, da boste znali zadržati ta veliki talent, ki ga imate. Sicer bi raje videl, da bi prišla k nam, ne? Ker imamo veliko potrebo po takšnih kadrih, sem jo že nagovarjal, zaenkrat nismo konkurenčni, verjetno nikoli ne bomo. Bi pa mogoče eno idejo dal vam, gospod Glaser, ne, ki ste tako lepo povedali o nekaterih zadevah, da morda v prihodnosti, ne, je mogoče ena velika rešitev pa priložnost za nas, da sodelujemo tudi pri poučevanju teh modulov, mogoče konkretno tega z vašimi kadri. Da morda za kakšne 2-3 ure pridejo k nam in vzpostavijo vedoželjnost pri teh mladih. Mislim, da je to prava pot. Ne? Včasih se je to že dogajalo, se pravi, da bi morda vi se malo razbremenili svojih nalog, malo videli, kako je z mladimi delati, tako da bi se malo pomladili, ne? Vsi skupaj. In verjamem, da je to taka zelo dobra ideja, no? Ker smo tako blizu skupaj. Če dovolite, lahko še mogoče eno stvar. Omenjali ste zelo lepo že svet energije, ne? Pa tekmovanje mladi genialci. Ne? Lejte, svet energije je ena taka stvar, ki je res prišla takrat v pravem času. 2011 leta, mi smo začeli tudi eno preditvijo za promocijo tehnike in naravoslovja med mladimi. Takratni direktor, ki tamle sedi, je takoj začel eno priložnost v tem. In prepričan sem, lejte, da ta svet energije ima daljnosežne posledice. Zato, da tudi tisti najmlajši, ki prihajajo, veliko jih je bilo, veliko jih bo še prišlo, vidijo na nekih praktičnih primerih, ki smo jih tudi v naši šoli naredili v okviru zaključnih nalog in so danes del tega sveta energije, to energetsko pismenost, da lahko poskusijo z rokami. In to gotovo prispeva k temu, da imamo danes večji vpis v naši šolo. Hvala lepa, se bi pogledala proti občinstvu, če je mogoče kako vprašanje, kakšna pobuda, kak odziv, mi dva imava sicer še kupico vprašanj, ampak izvolite, gospa Šerbec. Mikrofon. Lepo zdrav. Moje vprašanje gre pa v to smer. Ali menite, da bi bilo potrebno vzpostaviti kakšne mentorske programe, ki smo jih dolga leta nazaj že imeli na različnih področjih, kjer bi lahko mentori vzgajali te kadre na različnih ravneh in s tem pridobivali tudi vrednote, ki jih danes tako omenjate, v najnižje pore izobraževalnega sistema. Ker menim, da je konec osnovne šole že prepozno. Včasih smo poznali tudi primere v vrtcih, kajti tudi te otroke ne smemo toliko podcenjevati, so zelo inovativni. Vendar se moramo zavedati, da bi te mentorski programi morali biti drugače oblikovani, digitalizirani, kajti mladi pač gledajo skozi to perspektivo in seveda zelo inovativni. Tako da, ali menite, da bi morali se posluževati tudi takšnih mentorskih programov? Hvala. Hvala za vprašanje, če bo kdo odgovoril. Ja, profesor Sekavčnik, profesor Cizelj potem. Bom jaz poskušal odgovoriti, glede na to, da že na univerzi vstopamo v osnovnošolski prostor. Zdaj, ravno mentorskih programov na ta način, kot ste jih vi mogoče imeli v mislih, ne. Vseeno pa zdaj že 10 let zaporedoma se pravi, izvajamo poletno šolo strojništva. To je v bistvu dvotedenski program, kjer osnovnošolci praktično iz vse Slovenije, za njih imamo potem, za tiste, ki niso v bližini Ljubljane ali pa ki ne morejo na dnevni ravni migrirati, organiziramo tudi prenačevanje v študentskem domu. Skratka, organiziramo delavnice, različne delavnice, ki so prilagojene tovrstni populaciji, ki so tudi digitalizirane in poanta tega programa je, da na nek način naši sodelavci, ne, asistenti, raziskovalci, tudi profesori, skušajo to mladino motivirati, da na koncu teh delavnic dobijo nek izdelek, ki ga nesejo domov, ki ga pokažejo svojim prijateljem, s katerim se pokažejo svojim sorodnikom in na ta način, podobno kot je prej dr. Kerin malo razlagal, skušamo razširiti to zavest o tehniški pismenosti
Ker namreč ugotavljamo, da v osnovnih šolah, pa tudi nažalost v gimnazijah, si mladina zelo težko ustvari v resnici, kaj sodobno inženirstvo, katerokoli že pač je, predstavlja. Na ta način potem mi skušamo vstopati v ta prostor. In potem imamo še za srednje šole ločene raziskovalne tabore, kjer podobno naredimo za to populacijo, se pravi za srednješolsko mladino, v bistvu sodelovanje na nekih konkretnih projektih v laboratorijih in potem v tistem času, ko so na fakulteti za strojništvo, poslušajo še taka, bomo rekel, poljudno znanstvena predavanja iz različnih področji, da ta področja v resnici spoznajo. Če je kolega Sekavšnik zadevo zdaj zelo lepo pokazal iz stališča ponudbe, ne, ki je v visokošolskem pa raziskovalnem sistemu seveda vedno odprta, takoj prideva tudi na vprašanje povpraševanja, ne, ali je za to kakšen interes, to bi bila seveda dobra ena od akcij. Postavi se vprašanje interesa in zdaj pridemo recimo v morda nejasno zavedanje, da smo že pred leti stopili v vojno za kadre, za talentirane kadre. Ta vojna je med različnimi industrijskimi panogami, ne, znotraj jedrskega sistema boste videli, da se razvija med industrijo pa med infrastrukturo. Edni si lahko več prvošijo kot drugi. Na Kitajskem se je začela razvijati celo že med mesti. In tu pa se seveda postavi vprašanje, ali tisti, ne, ki z te tehnologije uporabljajo, od njih živijo, z njimi zaslužijo, ne? Ali so pripravljeni z svojim zgledom pokazati, da je v tej energiji prihodnost, v teh tehnologijah prihodnost in ustvariti tudi povpraševanje in takšne akcije seveda podpreti z živim delom, s financami, s čemerkoli že. Skratka, mislim, da bi bilo treba krog ponudbe in povpraševanja tukaj zapreti in ni zaprt. Mojca, če dovoliš, mogoče tudi nadaljevanje, predvsem na tem terciarnem izobraževanju bi bilo smiselno tudi zopet uvesti mladi raziskovalci iz gospodarstva, kar že nekaj let opozarjamo, bi bilo zelo smiselno. Aha, v petek je. Super, evo. No. Misli uslišane. Drugo je pa seveda z vidika zopet našega izobraževanja, kot je gospod Pavlovič omenil, primanjkuje tudi raziskovalnega kadra, ne. Dejansko res mladi bežijo in tudi fakultete pa srednje šole se soočamo s temi pomanjkanjem odličnega raziskovalnega kadra, ki bi ga morali zadržati na raziskovalnih inštitutih, da bi potem lahko seveda gojili mlade kadre, da potem so ti kadri zopet zaposljivi v gospodarstvu, tako da tudi tukaj moramo narediti korak naprej. Hvala lepa vsem. Ja, doktor Jenčič, izvolite. Še moj odgovor na vaše vprašanje, tudi na izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo se že 30 let ukvarjamo z temu rečemo informativno dejavnostjo, skratka obiskujejo nas šolske skupine in med njimi so tudi otroci iz prve triade in celo vrtci ali pa tudi naši sodelavci grejo v kakšen vrtec in tam seveda ne govorijo tam o jedrski energiji, ampak temu rečemo delavnica o energiji, skratka s pomočjo raznih igrač in drugih pripomočkov otrokom demonstrirajo, kakšne vrste energije poznamo, kaj je to energija in tako naprej in vedno naletijo na zelo dober odziv. Mogoče lahko še povem to, da v minulih 30 letih smo imeli več kot mislim, da smo zdaj pri številki 210 tisoč prebivalcev, skratka, obiskovalcev, skratka več kot 10% prebivalcev Slovenije je že obiskalo ICJT in domišljamo si, da je tudi to prispevalo k sorazmerno dobri javni sprejemljivosti jedrske energije v Sloveniji. Hvala lepa za te odzive. V interesu časa, ki nas neusmiljeno preganja, bom prosila za zadnji hiter krog odzivov strani panelistov, ki bi jih, prosim, če lahko zapakirali v neko priporočilo, pobudo, glede na to, da imamo oba predstavnika odločevalcev, oba državna sekretarja še z nami, mogoče v stavku 2, 3 vsak, kaj priporočate, da uredimo na ravni države. Je še mogoče kakšno vprašanje? Če ni, potem pa... Kdo bo? Ja pa Jan, izvoli.
Jaz sem hotel dati bolj pojasnilo. Prej smo slišali zgodbo o kolegu, ki je dobil Jermanovo nagrado in gre zdaj v tujino, v Francijo. Bi rad samo pojasnil, kaj je tukaj zadaj. Ni, da mi ne bi imeli mesta za njega, to je moj sodelavec, ampak Fakulteta za matematiko in fiziko in Inštitut Jožef Štefan imajo pravilo, da če hočejo raziskovalci napredovati, morajo iti za vsaj 1 leto po dokončanem doktoratu v tujino. Na ISO-ju se nekaj pogovarjamo o tem, da bi to razrahljali, ampak zaenkrat je to, jaz se zavedam, da obstaja neka korist tega, da dobimo izkušnje iz tujine, ampak to, da se nekega mladega človeka, ki je v takih letih, da bi si delal družino, dobesedno sili v tujino za 1 leto v kosu, če mu ni omogočeno napredovanje in včasih tudi zaposlitev, je idealen način, da si nekdo pač potem naredi tam že novo življenje in v tujini tudi ostane. In ko sem jaz vprašal svoje nadrejene, kako lahko to naredim, če nameravam takrat recimo imeti družino in otroka, je bil odgovor, da naj tempiram otroka ravno takrat, da se bo potem šlo z ženo na porodniško, kar ima številne probleme. Eno je, da porodniška ni temu namenjena, drugo je pa, da v negativen položaj postavlja ženske, ki ne morejo narediti enake stvari. Tako da pač mi tukaj dobesedno silimo ljudi, da se preselijo za več časa v tujino in tam tudi si naredijo novo življenje in ostanejo. Hvala. Hvala za komentar. Hvala lepa, Janca. To je bila pa najboljša možna promocija mladinskega panela, ki bo sledil po odmoru, kjer bomo iz prve roke in iz prvih glav in iz prvih ust vedeli o kariernih zgodbah mladih. Da bi pa prosila za tale zadnji krog priporočila odločevalcem. Ja, doktor Kerin je prej povedal, da je včasih dobro pogledati v sosednje države. Zdaj jaz bom pogledal v državo, kjer se jedrska energija nikoli ni ustavila, to je recimo Kitajska. Vprašanje je, zakaj se nikoli ni ustavila. Odgovorov je nekaj, morda najpomembnejši politična strateška podpora temu viru energije je velika, je tudi velika vsem ostalim, ker potrebujejo energijo, mi jo verjetno ne nujno. Druga je, da imajo izobraževalni in raziskovalni sistem postavljen. In tretja, ki pa si jo je za zapisati nekam, je, da njihovi lastniki elektrarn, vseh elektrarn, in to na željo lastnika, vlagajo v raziskave in razvoj 4% letnega prometa. Zdaj v Evropi je rekorder na električnem področju EDF, ki je tam nekje pod procentom, zdaj po covidu pa po težavah z stresno-ročnim kracking so odpadli celo pod to. V Sloveniji je pa značilna številka, moram reči, blizu ene same ničle, ali pa neskončno veliko ničl, pa druge nobene cifre ni zraven. To je eden od načinov, kako stvari spodbudiš. Torej, že spet bom rekel še isto, če tisti, ki od tega živijo, ne verjamejo v prihodnost te zadeve in ne investirajo v njeno prihodnost, potem je zelo težko za to navdušiti mlade ali pa bistveno težje navdušiti mlade. To je moje priporočilo. Če je bilo to slabo novica, bom jaz mogoče bolj optimističen. Na vsak način smo tisti, ki izvajamo terciarno izobraževanje, odgovorni za to, da vzpostavimo neke pogoje, da mimo tudi zgolj finančnih okvirov zagotovimo spodbudno raziskovalno delo. In tukaj nam je, vsaj kar zadeva Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani, uspel pač velik premik in zdaj smo mi z praktično novo investicijo na novi lokaciji Ljubljana-Brdo pred tem, da dejansko uresničimo desetletne sanje, da dobimo novo, sodobno raziskovalno opremo, veliko prostora, zato, da se bodo generacije, ki bodo prihajale, ki bodo vstopale v te razvojne projekte, imele priložnost izobraževati, razvijati in ko pride mlad človek v neko inštitucijo, ki je sodobna, ki je dobro organizirana, ki je dobro vodena, kjer bodo našli dobre mentorje, profesorje, asistente in cel ekosistem, potem verjemite mi, je to tudi zelo velik korak k temu, da so ti mladi ljudje motivirani. In na tem mestu bi se mogoče predstavniku Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije zahvalil za res veliko podporo, zlasti v zadnjem času, da smo ta projekt pripeljali tako daleč. Hvala lepa. Takole se bom jaz
dotaknil. Jaz mislim, da je pomembno, to smo danes že nekajkrat omenili, ne, da ko se pogovarjamo recimo o jedrski tehniki, ne, da je dobro, če včasih se reaktor tudi malo potipamo z rokami, ne. Enega takšnega zelo primernega za to imamo v Ljubljani. Jaz upam, da bomo v prihodnosti, da bo morda eden od jedrskih projektov tudi en nov eksperimentalni reaktor, za katerega bi tudi imeli prostor na Inštitutu Jožef Štefan. No, pol se bom pa še malo na mojega mlajšega kolega. Ja, jaz sem med tistimi starimi ljudmi, ki vztrajamo, da študentje naše fakultete, če želijo napredovati, pa tudi raziskovalci inštituta, da morajo iti v tujino. Zdaj, eno je, če berete, kako se dela v tujini, eno je pa, če greste v tujino, pa tujino potipate. Približno tako kot z reaktorjem. Tako da seveda obstaja pa velika možnost, ja, nekateri od teh študentov, ki jih pošljemo, tudi ne pridejo nazaj. Pravkar se je smok požrl, evo, zdaj letos, pred par meseci smo enega odličnega študenta poslali v Švico, pa mu je tam tako lepo, da me je kar strah, da ga ne bo nazaj, ampak ja, to je del tveganja, ki ga prevzemamo. Hvala. Jaz bi se kar pridružil isto kot v tem odzivu, ne. Tudi sam sem šel 2-krat po 1 leto v Ameriko. Prvič je žena zanosila tam, drugič je bil sin star 3 leta, pa smo preživeli to, ne. Imel sem možnost, da bi tam ostal, bil bi verjetno bistveno boljše dohodke, ampak kvaliteta življenja v Sloveniji je takšna, da ne bi dal nobene tiste ameriškega, kljub temu, da ima vrsto prednosti seveda, ampak vse nam je v Sloveniji lepo. No, ampak da se vrnem nazaj na kadre. Zdaj smo govorili o kadrih, ki bodo delali v jedrskih objektih. Te kadre mora nekdo usposobiti in te, ki usposabljajo kadre, ne, pa če bomo imeli več potrebe po več kadrih, bomo potrebovali tudi več teh učiteljev, oziroma temu rečemo train the trainers. In to, da se dober predavatelj, recimo na našem izobraževalnem centru usposobi, je potrebno obdobje najmanj 5 do 10 let, rajš 10 krat 5 let. In ko skušamo privabiti nove predavatelje, predvsem, da ni vsak talentiran za to, prvič mora biti strokovno sposobljen, drugič mora imeti tudi ta pedagoški dar. In dokler se mi k novemu jedrskemu objektu spravljamo tako pogojno, bo, ne vemo, kdaj bo leta 28 se bomo odločili, ne, kdo bo žrtvoval 10 let svoje kariere samo zato, da bo sploh lahko začel delati tisto, kar naj bi delal, če sploh ni perspektive, mogoče pa bomo jedrsko elektrarno Krško že čez 15 let zaprli, ne, to je povsem realna opcija. Tako da to je prva zadeva, na katero je treba tudi biti ustrezno pozornost, ker če ne bomo imeli dovolj kadra, ki bo usposabljal, tudi ne bomo mogli usposobiti 100 ali pa 1000 ljudi, ki jih bomo potrebovali. In druga je, da izobraževalni center deluje v okviru Inštituta Jožef Štefan, ki je javni raziskovalni zavod, kar ima vrsto prednosti, ima pa tudi pomembno slabost, to je ravno ta javnost oziroma vpetost v sistem javnih uslužbencev, in tukaj zdaj gledam oba državna sekretarja, žal en je pobegnil, ja. Šele bi rekel, ta problem, da se na raziskovalnem inštitutu ceni akademska znanost, ki pač lahko napreduje vse do najvišjih znanstvenih nazivov, na koncu dobi recimo, ne vem kaj, Zoisovo nagrado in tako naprej. Za ljudi, ki so pa isto strokovno sposobni, samo mogoče ne delajo v smeri tej temeljnih znanosti, ampak bolj aplikativnih, uporabnih, zanje je pa mnogo slabše poskrbljeno in zlasti zdaj po tej prenovi plačnega sistema se izkaže, da smo postali popolnoma zacementirani. Ja, tako je, bi rekel, razlaga naših kadrovskih služb, da ja, no, kakorkoli. Imamo dejansko težave mislim, prav resne težave zdaj, ki jih mogoče se lahko pa čisto privatno rešimo, ampak to je dejansko izziv. Nekoč sem bil na neki delavnici o uporabi znanosti in so rekli, na en stran, če se ukvarjajo z temeljno znanostjo, so potem postanejo Nobelovci,
Na drugi strani so pa milijonarji. Ne? Zdaj za Nobelovce imamo poskrbljen, za milijonarje pa malo manj. Pa to je seveda samo karikatura. Ne? Tako da hvala lepa. Hvala. Gospod Pavlović, še vas za zaključno misel. Prej sem vas poslušal, govorili ste o prioritetah, ne? Ki so menda vse, pa tako naprej. Ne? Jaz bi želel mogoče, da si postavimo prave prioritete, da je to naša želja. Ne? Zdaj, moja kot ravnatelja ali pa kot naše šole tukaj v bližini je, da bi dobili prizidek k obstoječi šoli, namreč postaja vse bolj premehna, pretesna in če bo ta odločitev glede gradnje drugega bloka dejansko kmalu znana, ne, potem mislim, da to ne bo problem. Država nam mora pri tem pomagati. Jaz bi se pa ob tej priložnosti zahvalil gospodarstvu v Posavju, predvsem pa tudi, ker smo na tem mestu Genu in pa Nuklearni elektrarni Krško, da smo uspeli v teh letih res držati korak s časom v smislu opreme. Predvsem pa sem hvaležen za tiste mogoče majhne stvari, ki jih še enkrat poudarjam, za ta svet energije, za mlade genialce. Naj povem recimo, da to tekmovanje, ne, ki je vsako drugo leto tudi za srednje šole, je čedalje bolj obiskano. In so tukaj tehniške gimnazije, šole na področju strojništva in elektrotehnike in to je edinstven primer, za katerega jaz vem, da je nastala pobuda iz podjetij, pa se je tako dobro, bi rekel, prijelo med dijaki. Verjetno to zaradi dobrih nagrad. Ampak še enkrat, želel bi res izpostaviti to na koncu, da vpis, ki se je zdaj nam zgodil za prihodnje leto in pa vse to, kar nas v bodoče verjetno še čaka, kliče po tem, da dobimo nov prizidek. Zdaj, v Sevnici poteka energetska sanacija stavbe, je že v teku. Mizarske delavnice, ki jih ni, smo delali skupaj z Stilesom, se tudi bodo zgradile v kratkem, tako da zdaj smo na vrsti mi, no, če bi lahko k temu kaj prispevali. Naj pa povem, da sem vesel, župan je že odšel, da smo 3 mesece nazaj podpisali pogodbo o menjavi zemljišč med Ministrstvom za šolstvo, našo šolo in pa občino Krško. Tako da smo pridobili ob šoli novo zemljišče, kjer je pač možno ta objekt potem v prihodnosti tudi umestiti. Hvala. Ja, če povzamem zgolj na koncu, jasna vizija, torej ja, energetski objekti, ne samo JEK2, tudi drugi se bodo umeščali, potrebno je to, mislim, da se vsi strinjamo. Torej, to vrsten kader bomo potrebovali. In samo pozitivne informacije v medije, da seveda energetiko potrebujemo, bodo prinesle do tega, da bodo starši svoje otroke vpisovali v srednje tehnične šole. Jaz sem mnenja, da tudi že ta pobuda v JEK2 prispeva k temu, da je večje zanimanje za vpis, namreč tudi pri nas se to na tak način pozna. Hkrati bi pa med temi mladimi poudaril, ja, da je več kot že pri nas, več kot 10-15% tudi ženske populacije, ki študira naravoslovne tehnične vede, tako da tudi to je spodbuden podatek. Hvala lepa vsem panelistom. Hvala.